Čau vsi, Denko tle, dobrodošli v še en tier list, še ena lestvica. Danes bomo delili lestvico Minecraft posodobitev vseh ta glavnih od 1.0 do najnovejšega, ki je trenutno 1.17. In pa še prej hvala lepa Tomažu Horvatu, M-Tehniku, Kemotu in Aneju Gabrovšku, ki so zdaj člani, in Patricija Šeško, ki je pa kar član plus. Hvala vsem članom, izkazujete mi veliko podporo, zdaj pa gremo v video. Novo kamero imam, kot vidite je zelo cool zigi. Torej, gledali bomo Minecraft posodobitve od 1.0 do 1.17, kot sem rekel, in jih bomo razvrščali od epsko do slabo. Verjetno ne bo nobena v slabo, zato ker vsaka je vsaj en toliko dobra, ne? Ampak bomo gledali nasploh, koliko stvari so dodale, koliko so spremenile sliko Minecrafta in koliko so vplivale na fanbase, popularnost in pa koliko stvari so dodali za survival Minecraft. Zdaj, bi bilo malo drugače, če gledaš PvP ali survival ali karkoli. Jaz osebno najrajši in največji gram survival, zato bomo gledali in razvrščali glede na survival Minecraft, torej koliko so te posodobitve spremenile ali pa vplivale ali pa izboljšale survival. Tako da dajmo začeti. Imam tukaj tudi Minecraft Wiki odprt, da se nekaj zmotim glede tega, kdaj je bilo kaj dodano, ok? In gremo seveda po vrstnem redu. Začnemo z 1.0. To je bila prva uradna izdaja. Dodali so end, hardcore mode, napoje, čaranje, še marsikaj, Mushroom Island biom, nether trdnjave in pa seveda end portal in ender zmaja in vse to. Tako da to je bil zelo velik update. In tudi prva uradna izdaja Minecrafta, tako da mislim, da ga bom dal kar v epsko, zato ker to je zelo pomemben update. Dobro, super začetek, prvi uraden release update vseh časov gre v epsko, definitivno, ima velik vpliv. Minecraft je tukaj skyrocketal, ne, kot igrca. 1.0 je bil izdan 18. novembra 2011. Dobro, zdaj gremo na 1.1. 1.1 pa je bil izdan 2 ali 3 mesece kasneje, januarja 2012. Ja, slaba 2 meseca. V glavnem v 1.1 so dodali ne toliko dosti pravzaprav. Malo so izboljšali inventar v creative modu, dodali so ravne svetove in to, ampak za dejanski survival experience ni bilo nič novega, ali vsaj skoraj nič. Malo so spremenili čaranje, kakšne stvari zbalansirali. Tako da bom dal bolj tako, zato ker preprosto ni bilo dosti dodanega. Je pa res, da ta update je prišel 2 meseca po 1.0. Ni bilo toliko časa vmes za dodati karkoli prevelikega noter novega, zato ker so ljudje še vedno imeli čas za sploh se razigrati že s prejšnjim updateom 1.0. Tako da ni bil slab update, samo niso dosti dodali. A za razliko od 1.2, kjer so dodali železne goleme in džungle, se mi zdi, da so dodali v 1.2 in še marsikaj, ocelote in zapuščene rudnike in puščavske vodnjake. Ja, to je bilo kar že malo več. Bom dal v redu, zato ker še vedno ni lih toliko novega bilo noter, ampak je bilo dosti več dodanega kot v 1.1 glede survival moda. Ok, potem 1.3. 1.3 je prišel 1. augusta 2012. V njem so dodali puščavske in džungelske templje, smaragde in pa tudi, ender cheste. In ender cheste so seveda spremenili potek igrice, so dodali ko nek cloud inventar. Ja, ender chesti so ful dobro, te ender skrinje. Tako da že samo zaradi njih, ne vem, če bom dal zelo dobro, ker spet ni bilo toliko dosti dodanega noter. Ma ja, pravzaprav templi, veš kaj, 1.3 bom dal zelo dobro za zdaj. Potem je prišel 1.4, Pretty Scary update se je klical. Takrat sem tudi jaz začel igrati Minecraft, čeprav, 1 ali 2 tedna kasneje so dodali že 1.5, potem, ko sem začel igrati. Ampak v glavnem, ja, 1.4, Pretty Scary update, dodali so Witherja, dodali so čarovnice, Wither okostnjake, zombie villagerje tudi in celo command bloke, ampak to ni tako pomembno za survival. Dodali so tudi nether zvezde in nakovala, ki so kar pomembna danes za čarovnije ali za kombinirati orodja in orožja, ki so začarana in vse to in popravljati. In dodali so tudi napoj nočnega vida in nevidnosti.
v 1.4. Tako da kar dober update, dodali so novega bossa, kaj je Wither, tako da zaradi tega mislim, da bom dal zelo dobro, zato ker je bilo kar nekaj novih stvari noter, ne. Potem 1.5 je bil en velik Redstone update, prišel je 13. marca 2013, približno pol leta po prejšnjem updateu. Ja, dali so Daylight sensorje in pa Nether Quartz, predvsem samo Redstone stvari, ne vem, jaz nisem lih dosti za Redstone, tako da name ni toliko vplival ta update. Še najboljši mi je bil Quartz kot dekorativna kocka in pa za graditi in to. Ga bom dal v redu. Ali pa ne, bolj tako, dajmo reči. Ne vem, bomo še pole na koncu malo preuredili mogoče, kadar si bomo ustvarili neko boljšo mišljenje za razvršča stvari. Zdaj pa gremo na 1.6. V 1.6 so dodali konje, osle, name tagge, povodce in tudi terakoto in seno in ja, ne več dosti, nič več kot tolih. Ampak je bilo kar dobrodošli dodatek, predvsem konji in name taggi so zelo pomembni in povodci, to je verjetno še najboljša stvar, ki je prišla iz te posodobitve, tako da bom dal v redu 1.6. In potem 1.7. V 1.7 so dodali ogromno kulskih biomov, večina ta kulskih biomov pravzaprav je prišla v 1.7, torej mesa, ali zdaj je znano kot Badlands, to je tista ta rdeča puščava, znana tudi kot kanjon, savana, mega tajga, vse to je prišlo v 1.7 in tudi pred 1.7 so bile samo dve rože v igrci in sicer vrtnica in regrat. Po 1.7 pa je več 10 rož mogoče celo. 1.7 je eden od najboljših updatov, če mene vprašaš. Ne vem, če bi ga dal lih v pa ja, ga bom dal v epsko, zakaj pa ne? Že samo zato, ker je bil tako velik update in je dodal toliko stvari. 1.8 po drugi strani pa no vem, dodali so Ocean Monumente, Guardiane, ki so skoliko nek mini boss, tisti pravaruhi, ne. Dodali so Diorit, Andesit in Granit, ki so tako, Andesit je kar cool za graditi in Granit in Diorit pa bolj tako v določenih pogojih. Je pa res, da naredijo rudarjenje kar malo nadležno, ker ti prej napolni inventar. Ne vem, če ne so tudi zastave dodali v 1.8 in zajce in ovčje meso, pa tudi spectator mode in stojala za oklep. Ne vem, 1.8 bom dal, mislim, da je dodal malo več reči kot 1.6, tako da bom dal zelo dobro, ni pa lih za da ga dati v epsko, zato ker ni dodal toliko dobrih stvari, ali toliko stvari nasploh. Potem pa pride na vrsto 1.9. Verjetno najbolj kontroverzen update vseh časov, nekaterim je ful všeč, nekateri ga sovražijo in hočejo, da se ga izbriše iz zgodovine. Zdaj, za PvP igralci ga sovražijo, zato ker v njem so naredili zelo bolj zakompliciran combat system, dodali so, ščite so dodali, uporabljaš lahko levo roko od 1.9 naprej tudi, kar je super, če me ne vprašaš, ščite imam zelo rad, so full broken. Potem mečom so dodali Sweeping Edge, ampak to je samo v Java editionu za zdaj, ne pa v Bedrocku. In od 1.9 naprej so tudi sekire ratale močnejše kot meč, so pa tudi dosti počasnejše. Tako da, ne vem, elitre so tudi dodali v 1.9 in end mesta in šulkarje. In tudi boj z zmajem so naredili malo težji s kletkami okoli nekaterih kristalov. Ne vem, samo elitra je ratala boljša šele v kasnejših verzijah, zato ker ni tako imela tistega, da lahko z raketami se poganjaš. Tako da bom dal 1.9 zelo dobro, čeprav je eden od mojih najljubših updateov, mi je ful všeč, da so dodali ščit in to noter. Ne vem, nekateri bi ga dali v slabo, nekateri bi ga dali v epsko, jaz ga bom dal v zelo dobro za zdaj. Potem 1.10, The Frostburn update, severni medvedi, husky, strejo kostnjaki, ne lih toliko novih stvari, magma kocke seveda, kot je narisano tukaj, in pa bone block in še kaj malega, ne vem, nasploh 1.10 je eden od bolj pozabljenih updateov, zato ker ni dodal skoraj nič, tako da ga bom dal bolj tako. Ga ne bom dal slabo, zato ker severni medvedi so mi kar všeč v Minecraftu, mislim, da noben update ne bo šel v slabo. Samo ja, kar se tiče novosti, 1.10 ni imel dosti novosti, če smo iskreni, ne. Naj samo omenim, če ne, da so vsi updatei tukaj zelo dobrodošli in vsak dodal vsaj kaj je
kar dobro, a ne? Ampak ja, kot sem rekel, gledamo kot količinsko, koliko je update dodal ali pa spremenil Minecraft ali pa vplival na potek igre. In 1.10 ni skoraj nič spremenil. 1.11 potem je dodal Woodland Mansione in Illagerje in Totem nesmrtnosti in vse to. Je bil kar dober update, ampak potem 1.14 kasneje je Totem nesmrtnosti naredil dosti bolj obnovljiv in dosti lažje pridobljen. Tako da Totem nesmrtnosti je bil tudi skoraj da edini razlog, da si šel v Woodland Mansion. Ga bom dal v redu, ne vem, no. Odkar je prišel 1.14 ven, 1.11 ni več tako vpliven update, zato ker Toteme nesmrtnosti dosti lažje dobiš v raidih namesto v graščinah. Že samo zato, ker so tako močno daleč proč. Medtem, kar raid pa lahko kjerkoli dobiš. Ampak ja, Illagerji kot arhetip moba so mi pa ful všeč, tako da 1.11 znam tudi kot exploration update. Mislim, da kar udobno počiva v redu kategoriji za zdaj. Potem 1.12 update, ki smo ga čakali, mislim na pol leta ali še več, in dodali so noter papige in beton. In naredili volno malo bolj živo pisano. Pa glest terakoto in to, in illusionarja, kaj niti ni v igrci, brez da bi ga spawnal s komandami. Ja, 1.12 ni bil dober update. Mislim, je bil v redu update, ampak ni skoraj nič novega bilo v njem. Ne vem, no, postle si lahko pobarval v več kot samo rdeče. Ampak na tej točki je Minecraft bil v zelo temačnem območju. 1.9 je bil že sam pri sebi zelo različno sprejet update in potem 1.10 in 11 in 12 so vsi bili taki majhni updati in zaradi tega je dosti ljudem ni bil več všeč Minecraft in vedno več ljudi je prenehalo igrati Minecraft in je veljal za slabo igrco, ne vem, jaz sem ga še vedno igral full, tudi v tistih časih, čeprav ni bil tako priljubljen. Ampak potem, poletje 2018, je prišel 1.13. Znam tudi kot Update Aquatic. In 1.13 je lastnoročno totalno prinesel nazaj Minecraftu priljubljene vode. Kaj je bil morski update. Ja, 1.13 je eden najbolj vplivnih updateov v zgodovini Minecrafta. Ga bom definitivno dal websko. Naredil oceane dosti bolj zanimive, delfini, želve, želvja čelada, ali oklep, ne, kot čelada, trizobi, drowndi, šipreki, potopljene stvari, civilizacije, karkoli že. Absolutno fantastičen update. In potem 1.14 je še bolj utrdil Minecraft nazaj kot popularno super igrco z obnovljenimi vasmi, ki so dosti boljše, kot so bile nekoč. Villagerji so dobili totalen overhaul s svojimi menjavami, dosti manj nadležne menjave so ratale. In ja, 1.14, tudi eden najboljših updatov vseh časov, če me ne vprašaš, je samo še bolj prispeval k temu, da se je Minecraft vrnil med najbolj popularne igrce. Na tej točki mislim, da je tudi Minecraft ratal dejansko najbolj igrana igrca na svetu, spet. Predtem je Fortnite dominiral. Po 1.14 pa mislim, da je Minecraft ratal najbolj igrana igrca z največ mesečnimi igralci naenkrat. Tako da ja. Potem 1.15 so dodali čebele in popravili en kup bugov. In med in medene kocke za redstone in to. Razen tega pa nekaj dosti, ampak je prišel kar kratek čas po 1.14, tako da se ne bom pritoževal, ampak zato, ker update ni neki močno spremenil igrce, ga bom dal v redu. Čeprav čebele so kulske. In potem 1.16. Ja, 1.16, Nether update, tudi eden najboljših updateov vseh časov. Netherite, Nether biomi, piglini, a je treba še kaj več povedati? Mislim, da ne. In trenutno najnovejši, kadar to snemam, 1.17, prvi del Caves and Cliffs updata. Ja, mislim, da bom 1.17 dal, ne vem, ga bom dal v redu, zato, ker so mogli ločiti update na dva dela. Če gledamo Cave update kot celoto, bo šel naravnost v epsko, čim pride 1.18 ven. Ampak 1.17 sam po sebi je bakar, aksolotli, ametist, koze. Niso še dodali vseh ta novih, ta najboljših stvari, za katere smo se najbolj veselili. Ni še novih jamskih biomov, ni še wardenov. Tako da 1.17 je cool update. Zaradi covida so mogli ločiti na dva dela, ne? In ko mi čakam 1.18, ka baje pride letos po zimi,
Skratka, tisto bo definitivno za websko, če me vprašaš. Ok, to bo to od tega tier lista, od te lestvice Minecraft posodobitev. Naj samo ponovim, vsaka posodobitev od teh je kulska. Jaz sem jih samo razvrščal glede na to, kjera je dodala največ stvari in kjera je najbolj vplivala in spremenila Minecraft in izboljšala gameplay. V komentarjih lahko poveste, pri katerem updateu ste vi začeli igrati Minecraft. Jaz sem začel igrati tik preden je prišel ven 1.5, torej februarja 2013. Pred več kot 8 leti. Začel sem pa delati YouTube videe na tem kanalu, kadar je prišel 1.14. Tako da ja, prva Minecraft serija Survival, ta originalna na mojem kanalu, se je začela pri 1.14. Ja, dobri časi. In ja, v komentarjih lahko tudi poveste, mogoče s čim se ne strinjate, kjeri update bi dali nižje ali pa više na lestvici. Mogoče bi kdo dal kakšnega v slabo, jaz osebno nobenega od teh. Vsi updatei so dodali vsaj kaj dobrega in noben ni nič poslabšal, če me ne vprašaš. Ne vem, ampak ja, by the way, glede 1.9, ne, shulker boxe in rakete za elitre so dodali šele v 1.11. Takrat so šele izboljšali elitre in end mesta. Če bi to bilo že v 1.9, bi 1.9 verjetno dal websko zaradi shulker boxov in raket za elitro. Ampak ne, to je prišlo šele v 1.11. Ja, samo da razčistim na hitro, ne. Dobro, če ne pa ja, to bo to za ta video. Kot sem rekel, komentirajte, kdaj ste vi začeli igrati Minecraft, če hočete, in mogoče kaj bi spremenili na tej lestvici. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Lepo se imejte in solato pojejte. By the way, ko bi čakam, da dodajo solato v Minecraft, če jo bojo dodali. In se vidimo v naslednjem videu. Adios!